gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. Smo nodi naša stalna komentatorja, Miran Videtič in pa Sebastian Rečič, lepo pozdravljena. Zdaj, naslov današnje oddaje je Golob odhaja, Janša prihaja, histerija razsaja. Ampak predno gremo na temo, zdaj, žal moramo pač nekako, žal ali pa na srečo moramo pač razčistiti, ne, glede tvoje karierne poti, ne. Zdaj, kroži informacija, da odhajaš za direktorja Ukoma oziroma da boš nov direktor Ukoma. Ne morem tega komentirati, seveda, je pa jasno, da je to zadnja oddaja, kjer lahko nastopam kot nek komentator, ker je pa res, da sem pa popolnoma na strani te koalicije, bom zagotovo pomagal, kolikor se da v tistem položaju, ki mi bo zaupan in torej ne morem več javnosti se razlagati kot nek politični analitik, ki ne bi bil odvisen od delovanja te koalicije. No. Tako da zagotovo... To zadnja pomeni zdaj tega, kaj boš imel... Oziroma, zadnje v tej luči, ko lahko še komentiram kot nek politični analitik, zagotovo se pa bom nekako angažiral. Mislim, da bo to izjemno pomemben mandat. Mogoče bo to celo zadnji tranzicijski mandat. No. Jaz upam, da bo prišel čas... Si že prišel komentirati. Upam, da bo prišel čas, ko se bo dalo naslednji generaciji prepustiti mal drugačen politični prostor. Vsake toliko časa iz vdaj, ki jih jaz vodim, ne, tudi prej Ura Moči in tako dalje, pa faktor nekdo odide v politiko. Ne. Prej je bil Peter Gregorčič, zdaj odhajaš ti, čeprav eni se potem vračajo, ne, tako da mogoče se kdajkoli še ti vrneš. Miran, da ti greš pa zakaj? Ti boš pa nov direktor Elesa ali kako? Zdaj, če... Mislim, zdaj ne vem, vprašam... Če je direktor Marvar dobrega zdravja, si sigurno poskrbil, da ga je vsaj malo se mu pritisk dvignil. Ne. Jaz ne odhajam zaenkrat nikamor. Jaz bom še v vdaji, lahko name še nekaj časa računaš. Mislim, da se bom prej bom zgubil voljo, kot pa pridobil pozicijo, tako bom rekel. In tudi danes ne greš, ne? Ne. Dobro, zdaj, potem začel pa, malo bom povezal vse na to tvojo bodočo funkcijo, ne? Recimo, če bo pač do tega prišlo. Zdaj, recimo, velika skrivnost je, kdo bodo ministri, ne, zlasti pa Janši oziroma v SDS. Ne. Tudi zdaj, ko govorim z samimi člani SDS, ne vedo, da drugega sprašujejo. Danes je že torek, ne, pa je bilo nekako rečeno, da mogoče bo danes že znana lista. Bolj ali manj je znano zdaj pri drugih strankah, pa zanima, a je to že, v čem je finta te strategije, ali je to že nekako, bom rekel, tudi tvoja strategija? Jaz se tudi držim trenutno še bolj na strani in čakam. Ne. Zdaj, tokrat se ta vlada sestavlja mogoče res v dosti ožjem krogu, kot se je prej sestavljala, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da je malo težja situacija. No? Da je bilo treba zgraditi to zaupanje, ker je bilo pred volitvami jasno, da imamo dva trdna bloka in da imamo par političnih projektov, ki so nekje vmes in v teh tednih od volitev, torej zdaj smo že 2 meseca, praktično tako se je pač moralo zgraditi to zaupanje in jaz mislim, da je dobro, da so stvari potekale za zaprtimi vrati. Mi dosti govorimo o transparentnosti v politiki in da, kot država deluje, mora biti transparentna, obstaja pa vedno seveda nek del zaprte politike, ki omogoča, da ta politika deluje brez nekega pritiska javnosti. No? In mislim, da so v tem primeru čisto vsi lideri, ker tudi v drugih strankah ni, bom rekel, v zelo širokem krogu razglabljano o teh zadevah in mislim, da so dokaj kvalitetno odpeljali ta proces. In res je, večina ljudi v samih torej v vrhu strank še nimajo končnih informacij. Mogoče tu pa tam neke zadeve so recimo že zagotovljene, jasne, ne? Večji del pa je še odprt in bo verjetno danes ali jutri zaključen. No? A to tudi pomeni, da še ni zaključenih stvari? Jaz mislim, da se je čakalo do konca. Pa se nekako še čaka na nek prav timing. Sicer z neke bližine, ampak še vedno oddaleč gledam. Vidim, da bi lahko v vsakem momentu bi lahko rekli, ok, zadeva je že sestavljena. Ampak še vedno se pa potem išče, ali se najde še kaj drugega, kakšna nadgradnja, kako drugo ime, ker tle zdaj ne gre samo za to, da je nekdo kompetenten za ministra, gre tudi za to, kakšen bo vtis in kako bo deloval, torej vtis do javnosti in kako bo deloval cel kompleks koalicije. Ne? In pravim, tukaj je tokrat mogoče tako zapleten, čeprav so programsko
bo to najbolj enotna koalicija, kar jih je dolgo bilo. Bila je mogoče ta zadnja Golobova skrajno levo programsko enotna, ne? Ampak ta bo recimo prva, ker je res desni program za popoln preobrat Slovenije jasen. Je bilo pa cel kup drugih dejavnikov, zaradi katerih ni bilo tako enostavno. Ne? Torej od delovanja zadnja leta Resnice in Demokratov in je bilo treba v tem procesu zgraditi nekako to zaupanje. No? In jaz mislim, da je fajn, da so ugotovili, da programsko je taka enotnost, da bodo zlahka premagali tudi kakšne druge ovire. No? Ja, sem še nekaj, ti se ga vključiti boš, ampak še to vprašanje imam. Prejšnji teden je bil podpis koalicijske pogodbe. Ne? Zdaj, to se, mislim, da se je prvi zgodil, da je bilo na nek način za zaprtimi vrati, da ni bilo to pred nekim množicom nekih novinarjev. Kako pa na to gledaš? Jaz mislim, da je to enostavno sprememba situacije, kar se tiče komuniciranja z javnostjo. Lastna produkcija vsebin ima vse večji pomen. Mi smo videli tudi v zadnji kampanji, seveda so mediji še vedno izjemno pomembni, ne, ampak lastna produkcija ti omogoča spet nek mir. Tam ni bilo nobene potrebe spet po podvprašanjih, pa bom rekel, preusmerjanje mogoče celo pozornosti na kakšne druge teme in so enostavno oddelali ta dogodek, ampak so zagotovili produkt, torej material za vse medije in vidim to predvsem kot neko odločitev v tej luči. No. Torej ne skrivanje pred mediji, ampak enostavno tudi večjo učinkovitost v teh dnevih, ko se res še cele dneve pogovarjajo, ker zdaj tako, tudi tisti ministri, ko so mogoče že dobili, dajmo reči, zagotovilo, da imajo nek resor, ne, morajo začeti že pripravljati ekipe, reševati stare zadeve, ki jih imajo, ne, v službah, v katerih so zdaj ali pa v projektih, v katerih so zdaj. Moja teorija je bila, če bi takrat recimo imeli neko tiskovno konferenco o podpisu pogodbe, bi bilo verjetno vsa vprašanja povezana z tisto vložitvijo ustavne pritožbe. Verjetno, tako, z drugimi temami. Nikoga ne bi zanimala koalicija oziroma pogodba. In ni bilo nobene potrebe po temu. Le, jaz mislim, sem navezal sebi, jaz mislim, da je tudi volilni rezultat pokazal, da pravzaprav ljudje si ne želijo več te estradne politike. In zato jaz mislim, da je prava smer, ki jo je obrala ta ekipa, zdaj, ki se pogovarja, ob tem, kar je Sebastian tudi povedal, da iščejo še tiste zadnje, bom rekel, stopnje zaupanja, programskega in podobnega. In jaz mislim, da mi se moramo začeti spet obnašati, ne, da politik naj pride v javnost, ko ima kaj zapovedati resnega oziroma za pokazati. Tako, ne pa reality show. Tako, ne pa ta reality show, ki smo ga gledali praktično 4 leta pod Golobovo vlado in kot vidimo danes opozicija oziroma zdajšnja še vlada s tekočimi posli, ki gre v opozicijo, nadaljuje s tem početjem. Mislim, te tiskovne konference, ki izklicuje Golob, kjer je pravzaprav tista neka lažna domoljubnost, tista... to mi še zdaj v zvezi z... Ja, če govorimo o Black Cubu, ali pa Netanjahujem, ne? Pri čemer pa ni novinarja, ki ga bo na tej tiskovni konferenciji vprašal, dajte za Božjo voljo povedati, če ste tako, bom rekel, tako stališče imate do Netanjahuja, lahko se strinjamo ali pa ne, zakaj za vraga ste umaknili potem tisto soudeležbo pri tožbi. Mingrede, je treba povedati. To, kar so oni prinesli kot razlog, ne, da so izraelska IT podjetja torej involvirana v slovensko družbo premočno, se to traja že 10 let. Slovensko javno upravo. Ja. Javno upravo. Se to traja že 10 let. To ni od včeraj. To ne more biti razlog, če si ti zdaj 3 leta govoril, da boš sprejel določene konsekvence od priznanja Palestine in potem naprej. Ne more biti nek razlog star 10 let, da nekaj ne narediš. Ne more biti razlog nekaj, za kar veš že 10 let. In mimo grede, ta izraelska podjetja delajo fantastično. Vsaj, kar jaz poznam, bom rekel, te energetike, delajo fantastično. Tako da, jaz mislim, da pravzaprav na ta način tega neke demagogije, populizma, estradništva pravzaprav prikazujejo to vsebinsko praznost. Dobro, pa predlagam, da gremo malo na komentiranje tega, kar se je zdaj tukaj vmes zgodilo v zadnje ure resnice. Zdaj Janša je dobil 51 glasov minuli petek, ne? Ta famozni 51 glas. Ne? Zdaj vidim, nekatere stranke ne bi tudi na vsak način to iskale z raznimi nekimi možnimi tehničnimi prijemi, ne? Na pol obveščevalnimi, policijskimi in tako dalje. Ampak v čem je čar? Mislim, zakaj je to, ne vem, taka drama od tega, če pač dobi nek kandidat za predsednika vlade en glas iz opozicije? Jaz mislim, da samo zaradi zmede v opoziciji. Oziroma
nezaupanja, nič drugega. Vprašam, ali je Janša to pričakoval, je vedel, da bo dobil več en glas, ali ga je tako res malo presenetil? Verjetno ve samo on, pa mogoče predsednik. Tisti, ki ga je dal med sabo. Aha, zelo dva vesta. To je vprašanje 2 ali pa 3-4, mogoče med sabo. Mislim, da imajo dobro komunikacijo, tako da bi to mogoče vedeli. No, jaz mislim tako, da edini učinek, ki bo tudi deloval nekaj časa, je samo nezaupanje znotraj opozicije, nič drugega. V zgodovini se ne bo... Zaradi enega glasu nastane neopozicija. Drugega, kako na televiziji vsi predstavniki strank se takoj postavijo, mi nismo, tako kot oni komati, it wasn't me, praktično, eden je moral biti. Matematika je tlele jasna, ker včeraj so se 3 predstavniki opozicijskih strank takoj prisegali, da noben od njihovih ni mogel biti. SD se je celo hvalil s tem, da je kršil tajno glasovanje, ker so si kazali drugemu listke. Skratka, potem, ko smo poslušali, da bi bilo treba razveljaviti glasovanje o predsedniku državnega zbora, zaradi kršitve tajnosti glasovanja. Skratka, vse, kar je malo zmede in kaosa v sami opoziciji. Jaz ne verjamem, da se pripravljajo kakršnikoli prestopi, kaj podobnega, ampak mogoče so nekoga našuntali, torej strani nastajajoče koalicije, ravno zaradi tega, da ustvarijo zmedo, ali pa ena interpretacija zanimiva, ki jo je Miloš Čirič včeraj podal na X-u, je, da je bil mogoče eden od Svobode zaradi tega, da bi obtožil Hana kot tistega, ki je bil najbolj kritičen do delovanja Svobode in da bi ga na ta način nekako prisilil, da bo zdaj še bolj radikalno proti Janševi vladi nastopal. Skratka, tudi ta opcija, bom rekel, je zelo zanimiva, ki jo je Miloš Čirič izpostavil. Se pravi, po vajnem mnenju ni možno, da se nekdo zmotil, kako? Ne, to pa mislim, da je torej, tle ne gre za tipke, ker dogajalo se je, smo imeli kakega poslanca, ki je par tednov narobe glasoval, ker ni bil na predavanju o tem, katera tipka je za, katera proti, v preteklosti. Tam pa se ne moreš zmotiti. Ni se fizično glasovanje, ne? To je, podpišeš za ali proti, popolnoma jasno piše na listku, kako je. Zdaj, tale ne pridi prav, širi, sem videl po socialnih omrežjih, da se je Undule zmotil. Ja, vem, samo on ampak tudi ne pridi prav govori o tipkah, in tle ni bilo tipk, kot je Sebastian povedal. Lej, pri tej šizofreniji opozicije, jaz mislim, da gre ta en glas, 51. glas, da je to bolj poraz opozicije kot zmaga Janše. Jaz vidim, da pravzaprav ti, ki sestavljajo to novo vlado, se niti s tem več ne ukvarjajo in tudi ne glorificirajo tega glasu. Za te, ki so pa sami vase zaljubljeni, govorimo o Golobu, Mescu in podobno, in pa ki imajo to šizofrenijo antijanšizma, je pa to seveda velik poraz. En glas. Ja, je poraz. Problem bi bil, če bi bilo 47 ali 49, da bi se vedlo, da manjka nekdo iz zanesljivih glasov. Tako, ker oni, če jih vidiš, to so ljudje, ki en drugemu ne zaupajo. Saj tle ne rabiš biti preveč moder, pa bom rekel, psihološkega profila teh ljudi upazovati. Ti gledaš, mislim, to opozicijsko levo koalicijo. Prvo, kar opaziš, en drugemu ne zaupajo, in tudi kažejo na to, kar je Sebastian omenil, da so iz SD jasno povedali, da so si pokazali glasovnice, še 14 dni ali 3 tedne nazaj so delali velik halo. In drugo, kar je ta... Torej, to nezaupanje in drugo je ta občutek, ali pa bom rekel, sami vase zaljubljeni, da se jim to zgodi. Mislim, to je za njih, to je grozovito nekaj. To ne znajo prestopati političnega nekega poraza, vidiš tudi, kar se v javnosti dogaja, se usest, se zorganizirati in se je resno opozicijo. Teoretično, pa tudi praktično gledano, to, da kažeš drugemu glasovnice ali pa označuješ, ni dobene razlike, ne? Po tej logiki oboje kršitev tajnosti glasovanja. Sej tudi Svoboda, jaz sem prepričan, prej slej bo ven prišlo, da tudi Svoboda in Levica so imele neko vsaj minimalno kontrolo nad tem. Dobro, ta 51. glas jim je mogoče všel, ali pa je to, kar je Sebastian povedal, jaz sem videl ta X Miloša Čiriča, da bi znali biti tako, kot je bilo, kot je napovedal Miloš, da je to pravzaprav začetek pogroma nad Hanom, ki pa je vendarle kazal ki mu najmanj zaupajo. Ki je kazal neko razumevanje za mogoče širše sodelovanje. Drugače pa na socialnih omrežjih prevladuje teza, da je Han dal tisti glas. Ravno to daje po mojem argumente za to Miloševo interpretacijo. Torej, pričakovati bi bilo, da je to prvi osumljenec. To je the usual suspect. Mogoče so
so ravno zato res odigrali to dvojno igro, da ga pritisnejo, da bo zdaj še bolj antijanšističen, da dokaže, da pa on že ni tisti, ki bi se pripravljal na kakršnokoli prijaznost, torej ne sodelovanje. Ne. On je tudi pa dobrih besed okoli interventnega zakona. Ne? Tako, on zna povedati včasih kaj zelo uravnoteženega, ne. Problem pa je v tem, da nima nobene moči, da bi stranko obrnil v to. Sej večina ljudi v vrhu stranke ali pa večina tistih, ki ima neke dolgoletne izkušnje, pravijo, da bi bilo najpametneje doseči neko rdeče-črno koalicijo, kot se že dolgo govori. Ne? Ampak o tem na koncu odloča konferenca stranke. Konferenca stranke je več kot 100 ljudi in to so ljudje, ki pridejo z terena, to so ljudje, ki bolj pašejo k Luki Mescu kot Matjažu Hanu. Ne? Skratka, to je tisto telo socialnih demokratov, kjer ni velike razlike. Razlika je pol v vrhu, ker imamo na eni strani te jurišnike, bolj neke salonske na kavčih sedeče, ne? Na drugi strani pa malo bolj izkušene birokrate, ampak v sami osnovi obe stranki sta socialistični in tlele, kar se tega tiče, ideološke velike razlike ni. Torej, obe zagovarjata državne monopole, državni monopoli pa so leglo korupcije in privilegijev, ker to je neka avtomatika, ki deluje v Sloveniji. Ne? In pri Gibanju Svoboda velja popolnoma enako. To ni nobena liberalna stranka. Liberalno-levi prostor se je enostavno spraznil, ni ga več. Pred časom je Borut Pahor zelo dobro izpostavil, da levi blok je pač se izpraznil, idejno izpraznil in nima več kaj pametnega ponuditi. In ko je prazno, se seveda sliši eho krika iz največjega kota. Ne? Če imaš eno prazno posodo, bo zelo ropotala ena žogica. In zaradi tega imamo lahko Luko Mesca, ki je glavni ideolog največje koalicije, kar smo jih imeli v zgodovini, torej v preteklem mandatu, kar se tiče števila sedežev, ker je bila Svoboda idejno tako prazna, da je njegovo dretje iz skrajno levega kota doseglo celoten prostor. In vseh teh 40, ki jih zdaj sedi v parlamentu, dejansko še najbolj bi sodili pod Luko Mesca, ki je pa edini, ki je neka politična persona. Ker se je naredil v celovitega filozofa in za tiste neki socialistični del, ki bi mu v normalni državi pripadalo 10 do 15 odstotkov, ne, je to. In teh 40 poslancev je v normalni državi vredno 10 do 15 odstotkov, ne pa toliko, kot imajo v Sloveniji, ker se je popolnoma izpraznil ta levo-sredinski ali pa levo-liberalni prostor. Pa še ena zanimiva stvar se je zgodila v petek, ne, praktično med sejo, ne, je vlada imela dopisno sejo, ne, ki so sprejemali kadrovske zadeve, ne, pomembne kadrovske zadeve in na nek način tudi vsebinske zadeve. Ne? Izdali so tisto famozno prehransko priporočila oziroma navodila, smernice in tako dalje. Kako pa gledate, da recimo na to situacijo, da zdaj parlament v bistvu zbira novega predsednika vlade, hkrati pa vlada tisti dan dela neke pomembne kadrovske zadeve, med drugim tudi direktorico Ukoma so razrešili, ne? Pa še famozno državno sekretarko Tino Sršen, ne? Ki je upletena v te škandal z Jankovićevim kanalem C0 in tako dalje, in da daje neke vsebinske smernice ven. Ne? Mislim, je to normalno, ali je to zloraba, ali je to normalno, ali je to... Ne, zame je zloraba. Je to funkcioniranje države? Ne, zame je to zloraba. Mislim, pisati to, kar pišejo, zloraba. To, če oni razrešujejo, Bog pomagi, to imajo pristojnost. Ampak to, da pa pa bom kar besede pravnika Pirnata citiral, ne? Če oni koristijo, bom rekel, uraden ta vladni X, ne? Profil, kjer naj bi se predstavljalo delo vlade, kjer naj bi se predstavljalo, mislim, tist, kar je... Ker se govori v imenu države. Tako, da izkoriščaš za to, da nekega v odhodu luzerja promoviraš z nekimi, bom rekel, predvsej populističnimi, demagoškimi, kakor temu želite reči, izjavami, ne, da se sam sebe, oziroma da se bolje počuti, ne, je to seveda zloraba. In enostavno to so poteze, ki kažejo, da te ljudje enostavno ne sprejmejo tega, kar se jim je zgodilo, in pravzaprav se ne zavedajo, da to, kar se jim je zgodilo, so sami. Ampak zakaj recimo zdaj nekateri državni sekretarji ponujajo odstope, ne? Odstopajo, recimo v petek, ne? Nekateri pa čakajo, da bodo avtomatično razrešeni skupaj z bivšimi ministri. V čem je to filter? Jaz mislim, da je samo gre za osebno vprašanje, ali že imajo alternativo ali ne. Jaz mislim, da so to tisti zreli ljudje, ki se zavedajo, da je zgodbe konec, da ni več kaj praskati, in tisti, ki so že
dajmo reči, dobili alternativo, jo seveda čim prej izkoristijo. Nove službe, nove pozicije ali pa nove ideje in se želijo mogoče umakniti, mogoče tudi zaradi kakih ego-tripov tistih, ki pa se ne sprijaznijo z porazom. Ker ta zloraba uradnih profilov države, to mi deluje bolj kot absolutno zloraba, to mi deluje kot nek napol terapevtski ventil, kot da je to edini način, da se užaljenčka pomiri vsaj za 5 minut, da se dobro počuti, ker mu je pa, kako mu je pokazal, ko v enem videu, ko je rekel, kako je pokazal opoziciji. Dal jim je vetra. Bolje mogoče vsaj pol ure se malo bolj počuti, preden spet pade v neko čudno stanje duševnega zdravja. Jaz mislim, da je to dejansko globok problem in mislim, da bi bilo dobro za ljudi okrog njega, da se malo posvetijo vprašanju njegovega duševnega zdravja, ker se vidi v vsaki potezi, najprej se vidi v umiku za 2 tedna in pol se vidi ob izbruhih, ob vrnitvi, da človek ni ravno v najboljšem psihofizičnem stanju. In bi bilo mogoče mu dobro pomagati. V končni fazi je le treba pomagati ljudem. Zdaj, kar se pa tiče tekočih poslov. To je odraz nekega nenavadnega stanja. Če imaš ti recimo edini nastop v parlamentu, govoriš in potem se vstaneš in greš ven. Tudi človeka ni bilo zraven, ko je bil novi predsednik vlade izvoljen. To res ni normalna zadeva. Torej on ni dvignil glasovnice, ni glasoval in tudi ni bil prisoten ob razglasitvi rezultata novega predsednika vlade. To ni odnos. To ni odnos do države. To dejansko kaže nivo vrtca ali pa še nižje, kar se tiče res obnašanja na takšni funkciji. Mislim, to so imeli zapovedati čez tega Viktorja Orbana, je šel kot gospod. Kot gospod, isti moment in tudi kakšni drugi odhajajo kot gospodje in razumejo, kdaj je poraz, ker imajo pol mogoče tudi. Jaz mislim, da je ključna zadeva, ki jo večkrat Igor Lukšič izpostavi. To so ljudje, ki niso politično socializirani. Oni so čez noč prišli na vrh in enostavno niso vajeni, ne vidijo, ne znajo. Oni so politiko do včeraj, tudi tisti, ki so od blizu spremljali, so pretežno jo spremljali ali prek medijev, ali prek pogovora s kakimi prijatelji, niso videli, kako to v živo poteka in predvsem niso imeli mentorjev, niso se gradili od lokalnega do parlamentarnega, vladnega, mogoče danes že tudi evropskega, mednarodnega nivoja in to je problem političnega amaterstva potem v Sloveniji. In to amaterstvo je seveda v največji meri značilno za levi blok, ravno zaradi tega, ker je vsako sezono nova moda, nova ekipa, nov politični projekt in to so ljudje, ki enostavno niso šli skozi ustrezne korake, da bi razumeli, eno je tvoj ego, pa ga probaj skriti, če je treba, druga stvar pa je odnos do države in odnos do funkcije, ki ti je bila zaupana. Dejansko ga je vedno nižje. Pri Šarcu smo se malo smejali, ampak zdaj je pa še bolj, zdaj pa je to v bistvu že ta komedija. Dve stvari, ki sem hotel povedati. Tle vidiš, kako pravzaprav prozorni so. Če jih samo opazuješ, boš videl to prozornost. Oni se pravzaprav obnašajo kot Trump takrat, ki je izgubil volitve, potem, ko so bili tisti napadi. Torej, ljudje, ki največ negativizma govorijo o trumpizmu, se obnašajo natanko tako, kot se je takrat po tistem porazu obnašal Trump. Jaz sem bil prepričan, da tudi v petek, s tisto kocko, ki se je nekdo prišel voziti, pa tisle je nul tamle, če bi bilo tam 100-150 ljudi, pa jih ni bilo 10, ni izključeno, da bi tudi kakšne kocke letele v parlament. Tako da, eno govorijo, drugo počnejo ravno tako, torej identično tistemu, kar obsojajo. Zdaj pa, če se vrnem pa samo na te odstope državnih sekretarjev, to je norost. Norost je, da vztrajaš. Ampak še večja norost pa je, kar je pa naredila, bom rekel, dolgoletna Pahorjeva svetovalka, Špela Vovk, ki pa je pravzaprav en teden pred zamenjavo oblasti ali pa 14 dni pa sprejela vedejevstvo urada za... Mogoče je odgovorna, ajde, da smo do službe. Ne vem, jaz tega ne bi naredil. Preveč izkušena ženska, ne poznam pa ozadja, to pa drži, ampak enostavno, veš, da to sprejmeš in isti dan se ti dogaja ali pa naslednji dan se ti dogajajo taki iksi. Vprašanje, če sploh ženska kontrolira ta družbena mreža, ali je to v Trnovem v spalnici nekdo
stiska in pritiska. Ne? Se to je zanimivo. Mislite, da je tale recimo razrešitev, ali ona sama odstopila ali ne, Peter Bezjak Cirman, takrat v petek, da je to že povezano s tem, kar se je kasneje potem dogajalo okoli z tem, bom rekel, z tem tekstom od Netanjahu in Janši in tako dalje. Jaz mislim, da take zadeve se ponovadi izvejo v tednu dveh, ne, po dogodku, ko ljudje kaj povejo. Čisto možno je, da je bilo to pika, torej kaplja čez rob, da mogoče ni želela iti na ta nivo po vsem tem, ker ve, da bo morala nadaljevati življenje, ne? In da to življenje ne bo tako lepo poslano, kot bo mogoče Golobu, ne? In da bo morala nekam priti v nek kolektiv in nekaj delati in možno je, da je bila to tista točka, pa je našla izgovor, da mora pohiteti kakim novim obveznostim naproti. Ne vem. Jaz mislim, da bomo to zvedli v roku tedna ali dveh, kaj je bilo tukaj. No. Lej, Petra Bezjak je pravzaprav ena redkih, ki je do konca vztrajala z Golobom. Ne? Spomnimo se, praktično se je cel kabinet vsaj nekih strokovnjakov, bom rekel, spremenil v estradno zgodbo prijateljic Tine Gaber. Tudi Vojko Volk vstaja, ne? Ja. Ne vem, če ima te razloge, kot Petra Bezjak. Ampak vstaja. On je vztrajal zaradi verjetno nekih drugih. Je pa na koncu priznal, da je Slovenija tarča balkanskega kriminala. Na koncu je priznal, da ni delal, kar že nekaj let govorimo. Na koncu je priznal, da ni 4 leta delal tistega, za kar je bil postavljen, kar smo mi pravzaprav v oddaji opozarjali, na skoraj vsaki oddaji smo opozarjali na ta vdor balkanskega kriminalnega. Tako je. In na koncu gre pred obraz, vidim tamle v Reporterju z nekimi intervjuji, ne, da bo odnesel določene stvari v grob, pri čemer ga novinar ne vpraša, ne, kaj je s temi balkanskimi kriminalnimi karteli, kaj je s službami v regiji, ki, bom rekel, so v navezavi z Moskvo, kaj je z plačevanjem NGO-jevcev, nevladnikov iz tujine. To so vsa vprašanja, ki bi jih mogel nacionalni, torej sekretar za nacionalno varnost odpirati. Tako da odhaja kot veliki. Neki si v bistvu prekinul, ko si govoril o Petri Bezjak Cirman, ne pa o tem, da je vstajala do konca. Hotel sem tudi reči, da po nekih mojih informacijah je bila ona že dalj časa nekoliko bolj nezadovoljna v tem. Mogoče ravno zaradi tega, ker je ta kabinet in to komuniciranje prevzemala estrada, ne? Strani prijateljic Tine Gaber, ali pa same Tine Gaber, ali pa samega Goloba. Ne? Tako da, ampak zdaj, jaz takim ljudem pač, tako bom rekel, ne, ko naletiš na take stvari in ko vidiš, da se nič ne da, potem greš. Ne. Ona je verjetno tle računala, ne dobro, sej lepo z možem živiva, če še mož se ne vem, ne. On dobiva preko tega svojega medija dobiva neke dotacije, sponzorstva in podobno, jaz imam tudi službo, ampak to sam sebe razčlovečiš. No. To greš, ko začutiš, da moraš jeti. Kaj pa recimo to, da vlada na dopisni seji sprejme prehranske smernice? Zdaj, prehranske smernice pa v bistvu veš vsakega državljana tako je kot neposredno tangirajo. Kako je Janković rekel, odgovor je enak prejšnjemu. Zdaj to lahko ponavljamo. Zdaj, to razumem, ampak v čem je finta tega? No? Mislim, to je popolnoma jasno, da bodo te smernice v trenutku umaknjene. Tudi zaradi tega, ker se je stroka sama postavila proti temu, to je celo najbolj radikalno. En so pa, da so jih zlorabili. Pripombe, da so oni recenzijo delali, so imeli cel kup pripomb, pa nobena ni bila upoštevana. In prepovedano jim bi bilo nastopanje v javnosti, kar je zelo pomembno. Zdaj so jih naj bi zlorabili tudi kot tako ene soavtorje. Se ti pravim, deležu te ekipe, ki je bil povabljen, ki ni bil verjetno v navezi s Tino Gaber, je bilo povedano komuniciranje v javnosti. Kot sestavni del tega sodelovanja. Tukaj lahko zdaj sklepamo, recimo, da je Tina Gaber dosegla na koncu to, da je pač vlada dala te smernice. Kaj je dosegla? Jaz mislim, da bo to takoj umaknjeno. Če ji to pomeni v življenju, točno to, kar pravi Sebastian. Umaknjeno bo na prvi seji. In prepuščeno stroki, da o tem odloča. Zakaj so potem dali to ven, či sami vedo, da bo to umaknjeno? Zaradi političnega amaterstva. Oni mislijo, da so s tem nekaj dosegli. Da bodo imeli, ne vem, mogoče se bo lahko na Instagramu hvalila, to so bile smernice, ki jih je nova, grda, črna, desna vlada umaknila, čeprav stroka pravi, da je treba jesti travo praktično. Torej,
to, kar počnejo, je zdravju škodljivo, je nevarno, sploh za odraščajoče otroke, torej to forsiranje te praktično ideologije, kot je tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica in strokovnjaki prehranski postavljene, da potem pa forsirajo neka prehranska dopolnila, ne, torej neke tablete, ki naj bi nadomestile tisto, kar so vrgli iz jedilnika. Ne. Ja, sej tle nekaj dodati. Ne. Sežigajo, da jih bomo sežgali, napovedujejo, seveda, da nekateri politiki, sedanje nastajajoče vladne koalicije, ta prehranska da že imajo žigalice za ta primer. To so težke besede. Jaz se bi takim stvarem izogibal, verjamem pa, ne, da te ljudje, kot je Reberšek, kot je Cigler Kralj, vsi te, ki danes figurirajo, da bojo oblast in so bili 4 leta v opoziciji, ne morejo teh hormonov zadržati, predvsem tistim, kar so doživljali v 4 letih, predvsem strani neke Lene Grgurevič, Tamare Vonte, Urške Klakočar, Zupančič in podobno. Je pa zanimivo opazovati, kako je karma na koncu vendarle pravična, kar se je zanj dogajalo, pa ravno tej prostakini Leni Grgurevič, politični prostakini, kako je vodila te seje. To se ji dogaja, kar je ona počela. Ne? In žal bi. Ampak na lep način. Ja. In žal bi jo, ker mislim, da je bil zdaj celo dokazno. Žal bi, jaz mislim, da v samem svojem 4-letnem mandatu, če spustimo kakšne par intervjujev. Zdaj je bil neko pomin zaradi tega. Ne, to ja, ampak ni bil tako primitiven, kot je bila Lena Grgurevič. Ne, ona je pa zelo primitivna. Ona je pa primitivna, tle ne gre za politični boj. Pa vidim, da ne popušča zdaj. Ne, to je pa primitivizem. Po Facebooku vidim, da ne popušča. Jaz mislim, da tudi 4 leta bo to oziroma tako, najprej bomo videli, no, da ne bomo za 4 leta napovedovali, ampak verjetno še nekaj časa bo ta užaljenost delovala in bo bruhala iz vseh tistih poslancev, ki jih bomo sploh videli na družbenih omrežjih. Ja. No. Drugače mogoče se bodo v nekem momentu umirili, ker bodo videli, da ni efekta, ker jih bo mogoče, če bodo imeli dobre prijatelje, jih bo okolica opozorila, da to nima smisla, no? Da s tem delajo samo minus. Mislim pa, da vsaki vladajoči koaliciji fenomenalno ustreza, da imaš tako opozicijo z Lenami Grgurevič na čelu z Robertom Golobom v takem psihofizičnem stanju, kot tako je trenutno. To pa je božji dar za videl pa sem in tudi sam sem nekako, bom rekel, sklepal v tej smeri, da tisti mitingi, oziroma tisto kolesarjenje, oziroma tista črna kocka, ki je šla tam po cesti, ne bodo imeli kakšnega posebnega učinka. Ja, zaenkrat ni tako videti. Ena stvar in vidim, da je vložitev teh 2 ustavnih pritožb na ustavno sodišče je popolnoma zginilo z medijev. Ker je doživelo tudi kritike strani levih. Predvsem pa pravne stroke. Seveda, leve pravne stroke, ki, čeprav še najbolj prijazni so bili tisti, ki so rekli, ja, podpiram pravico vsakega, da uporabi pravna sredstva, je pa res, da bodo pač zavrgli, ker je to nesmiselna poteza in ne more zdržati. Nihče ni tega podprl, jaz sem ta famozni profesor iz Mariborske pravne fakultete, Rok Lampe. Zelo glasni. Ki pa dobiva zdaj veliko medijskega prostora, sem videl v delu. Verjetno edini še pripravljen pritrjevati jim. Zato ima sploh nek naziv, da se lahko proda kot pravna stroka. Ker vidiš, da oni so padli pravzaprav na podajanje neke pravne prakse oziroma kaj bi moglo narediti ustavno sodišče, ne vem, Jenul, Keber in podobna ekipa, to je neresno. Ali pa Nikolovski recimo, pri čemer pa zanimivo, ker sem ravno Nikolovskega omenil. Neverjetno je pa, kako ti mediji še vedno to štango držijo tej koaliciji v odhajanju. N1, ki se ima za resen medij, piše o reperju Nikolovskemu ob podpori stranke Svoboda. Podobno je Pop TV. Napište, ljudje božji, napište člani stranke Svoboda. Kandidat za poslanca. Tako. A veš, poskušajo prikazati kot neko neodvisnost tega Nikolovskega, kako vlaga to zadevo, pri čemer je jasno Pirnat povedal, zamudil je vse roke in pravzaprav nobenega interesa pravnega nima. In dobesedno je vojak bom rekel, v tem ešalonu oziroma letalo v tem ešalonu teh strankarskih vojačkov. Ja, in torej edini cilj vsega tega je ustvarjanje klime domnevne krize, zaradi tega, da bo spet ta peščica skrajnežev nekako terapevtsko mislila, da se res bori proti fašizmu. Jaz mislim, to je dejansko bolezensko stanje
določenih ljudi ta nujna potreba po nasprotovanju, da imajo torej nek smisel življenja. Torej oni se vidijo, imajo se seveda za intelektualno superiorne in doživljajo smisel svojega življenja v boju proti nekemu navideznemu fašizmu. Ja, sam se kar te besede uporabljal. Videl sem recimo kolumno od Janka Lorencija. On trdi, da je treba pač... Zaradi tega mora biti ustrina. Besedo potovč, treba je potovč Janša, predno Janša potovče nas. Hujskaško, ampak pazi, agresivno, hujskaško, jaz to jemljem, mislim, precej agresiven pristop takega pisanja. Zrelega človeka bi si pričakoval, da bo umirjal žogco. In danes pa vidimo, ne vem, novinarja, kaj je Sobana, vidimo Lorencija. Soba, mislim, da je upokojeni novinar. Ja, vem, ampak bom rekel staroste, ki so na meji, če ne celo čez mejo nekaj agresivnega. Pa intelektualce, ki se jih je včasih res zelo cenilo, ki danes, če iz njihovega govora vzameš stavke, v katerem je beseda fašizem ali pa neoliberalizem, politišina. Ni enega stavka brez tega. Skratka, gre dejansko za, ampak tako je, ko so ljudje na drogah, po vsaki dozi je manjši učinek in potrebujejo močnejše besede. Malce tukaj zdaj to vsem kombinira ta domnevni boj proti fašizmu in bom rekel neki privilegije, neka finančna sredstva, ki jih hkrati dobivaš. Seveda se oni živijo privilegirano življenje, živijo življenje prvorazrednih in njih boli ravno to. Zakaj je problem, da država vzame manj iz žepov? Zato, ker pol je manj za raztrošiti v te privilegije, te domnevne umetnike, ker pol pravijo ljudje, ja, desnica je proti umetnosti. Ja, ni, Sem je vprašanje kriterijev te umetnosti, pa kriterijev, ali je nekaj vredno milijon ali pa par 100 evrov. In jaz mislim, da ena od pomembnih nalog v prihodnjih letih se napoveduje tudi revizija vseh investicij, ki so bile ravno na Ministrstvu za kulturo, ker se Asta Vrečko hvali, da Levica je brez kakršnekoli afere. Mi smo pa lahko vsa leta, pa pustimo Fotopub, ampak smo vsa leta lahko spremljali, koliko so stale neke prenove, pa ne bomo govorili o drami, ampak tam je recimo vprašanje najema, ampak prenove nekih kmetij, posameznih, ne vem, ali pisateljev, umetnikov, ali karkoli drugega. Tako da se bo tudi te zadeve tukaj pogledalo. Plus zaposlitve pa sploh. In to, kar se zdaj dogaja, ker smo prej govorili o zlorabah položaja. Torej, ni jasno definirano v vejce, pikice, kaj pomeni tekoči posli. Ampak načelo tukaj je popolnoma jasno in imamo tudi sodno prakso že glede tega, da seveda mora država delovati naprej. Kar pa oni počnejo je, recimo z prehransko strategijo so šli korak naprej, predaleč. To niso tekoči posli več, poleg vseh tistih drugih zlorab glede avtorstva, kar smo prej omenjali. Druga stvar je pa tudi zdaj zaposlovanje in ne samo zaposlovanje novih ljudi, tudi recimo dvigi plač posameznim zaslužnim, kot je bila recimo izpostavljena Melita Gabrič, državna sekretarka, ki je bila zdaj povišena v najvišji diplomatski naziv. Možno je, da si je to zaslužila, ampak nekih argumentov pri tem recimo ni bilo slišati. Jaz bi pričakoval od vlade v odhajanju, ali pa recimo od ministrice v odhajanju, da bi mogoče argumentirala, se mogoče pa je uspela na svetovni ravni uveljaviti Slovenijo skozi feministično zunanjo politiko ali kaj takega, pa obstajajo kakšni argumenti, ampak jih ni bilo slišati in se vidi to bolj kot neko res darilo, nagrado, ki mogoče ni ravno najbolj upravičena. Sej tudi vidiš, če sta kaj seznanjena s tistimi internimi nagradami, Tanje Fajon na zunanjem ministrstvu, totalno enosmerne nagrade. Se pravi, poudarek je na feminizmu, na gazi in podobno. Torej, če si diplomat kakršnega koli drugačnega profila, mogoče si pozabil še tudi gejevsko linijo. Pa gejevska linija, ampak mogoče samo še en stavek okoli tega, kar je mogoče Sebastian pozabil. Ne samo v državni upravi, poglej tudi državna podjetja. Pravzaprav en let pa pol pred iztekom mandata so se dodeljevali novi mandati in podobno. Mislim, to je neresno. To je zdaj plusknulo celo med športne organizacije. Celo med športne organizacije. Se je šel prej časa zagotoviti mandat. Potem recimo primeri, kot zdaj v hiši, ki sedimo, Info 360, mislim, da je odkrivil velike zavarovalne premije če si tako prepričan v poštenost svojega dela, zakaj rabiš tako zavarovanje uprave? 20 milijonov evrov.
sodelovanja. Mislim, to je neverjetno. Ne? Tako da enostavno kaže na to, da bo pred novo vlado veliko izzivov. Zdaj, če so moje informacije točne, naj bi se Ivan Simic s tem ukvarjal, ne? Slišim, znotraj vlade kot nek svetovalec, da naj bi imel podobno vlogo, kot jo je imel Elon Musk takrat v začetku Trumpove administracije, ki bi se ukvarjal z analizo pretirane potrošnje države, racionalizacijo in podobno. Sistemska naloga. Ne? Drugo je to, kar smo govorili, pa revizije preteklih postopkov. No? Mislim, da je fajn imeti ločene ekipe za posamezne zadeve. Upam, da bo Ivan Simic delal na tem področju ugotavljanja, kako doseči enostavno, učinkovito državo. Ne? Zdaj bo spet debata o tem interventnem zakonu, ne, ki pravijo, da je to zakon za bogate. Jaz mislim, da je to zakon za delovne ljudi in da večina ukrepov gre v to smer. Ampak pomembno je tisto, kar je tudi v koalicijski pogodbi, torej pavšalizacija, torej ne zdaj samo za take, dajmo reči, intelektualne poklice, ker imamo normirane SP-jevce, ampak tudi za vsa druga področja. Zdaj, če Avstrija verjetno ni ravno blesava država, ne? In če Avstrija uvaja pavšale za velik del malega in srednjega podjetništva, ponekod, kakšna država ima celo do 500 000 prometa pavšal. Zakaj? Zaradi tega, ker ne more dosti falit pri davku, ker podatkov je že dovolj in predvsem, ker pol ni stroškov administriranja. Ne? Mi imamo vrsto ljudi v javnem sektorju, ki se ukvarja s kozlarijami, ki so nepotrebne in ne ustvarjajo nobene dodane vrednosti. Po drugi strani pa govorimo o tem, da nam primanjkuje delavcev, da bo demografski kolaps, da moramo drugod pripeljati delavce, zato ker imamo na tisoče ljudi, ki opravljajo naloge, ki so nepotrebne. In če bi se te naloge enkrat odpravile, bi ugotovili, da nas je čisto dovolj na v tej naši Sloveniji. Ne? Dobro, zdaj bomo še eno stvar bi mogli malo predebatirati. Zdaj, te čestitke, ne, pa ti odzivi na imenovanje Janše, ne. Zdaj najbolj je bil izbruh okoli tega Benjamina Netanjahuja, pa Izrael, ti si nekaj že začel to temo, ne. Ampak tukaj je zanimivo, no, ni bilo pa čestitke za strani Združenih držav Amerike, ne, vse jaz nisem zasledil, če se vi je zasledila, ampak zaenkrat je ni bilo, ne. Zaenkrat je ni. Mislim, da Američani niti nikoli ne prehitevajo dogodkov. Čakajo na vlado. Mislim, da bo čakajo vlado. Ja. Tako da predvidevam, da bo pa takrat prišlo strani zunanje, torej ambasade, verjetno v imenu Washingtona. Ampak zdaj ta zgodba s tem Netanjahujem, ne, Izraelom, malo je povezana s tem Black Cubom in tako dalje, a to je bilo nekako pričakovano, da bo tako eskaliralo? Ali eskalirajo čisto nekih političnih interesov? Jaz to gledam kot politični bonton. Sej jaz sem prepričan, da mislim, če je kdo v zadnjih mesecih ustvaril v Sloveniji nekaj problemov, ne, zunanje ali pa notranje političnih, je to Izrael, ne, bodimo pošteni. In tudi Janezu Janši, konec koncev, ne. In jaz mislim, da je ta čestitka zgolj kot nek politični bonton, ravno tako, kot je celo zamujalo se, ne? Tako. Celo ni bilo v prvi hip čestitka. Mislim, da je pohitev Plenković, kar je bilo, ne? In potem hmalu Bruselj in tako naprej. Skratka, hočem reči, da vendarle pa je vidna razlika, ne? Jaz ne vem, če se bova ta vidva še v spominu leto 2022, ne, je kar nekaj časa trajalo, da se je kdo spomnil tega Goloba, ne, in da je poslal kakšno čestitko, in tudi 4 leta je potem, vsaj kar se tiče obiskov v Sloveniji tujih državnikov, je bilo pravzaprav jasno, da nimajo lik neke volje ali pa da nas ne gledajo kot neke... Sam to je vedno problem teh novih obrazov, ne? S tebi zunanje ja, mi smo bili nestalna članica Varnostnega sveta, ne? Jaz bi pričakoval, da si takrat kljuke podajajo v Sloveniji, ne? Pa si niso, ne? Pa si niso, ne? Ne vem, lahko pa, da sem naiven, pa da to več ni toliko pomembno, kot je bilo včasih, no. Ampak vseeno, da je ta odziv tega Goloba je bil malo pretiran, ne? Jaz sem bil, kar bom rekel, sem kar malo 2-3 mogel prebrati, ne, ko sem dobral tisti Twitter profil. Kar smo se prej pogovarjali, to je bolezensko stanje. To je bolezensko stanje. Še preveden je bil takoj v angleški jezik, sem videl in podobno. Ja, ti na državnem profilu napišeš, da je nekdo vojni zločinec, torej predsednik vlade neke druge države vojni zločinec, si to lahko politično izjaviš, ne, kot politik. In da izvaja genocid. Ne pa v imenu države. In da izvaja genocid, hkrati pa se ne pridružiš tožbi. Ja. Mislim, to je bolano. In da je to mednarodna skupnost potrdila s tem, ko je ko je obtožila ga, recimo, ne, pa ne, Slovenija pa ni šla zraven. Skratka, jaz mislim, da gre dejansko tukaj
mogoče škoda res besede. No. Mislim, da gre za bolezensko stanje in upam, da bodo gospodu Golobu pomagali enostavno najti spet nek balans v življenju. No. Ja, zdaj slišim, da ima željo ostati poslanec, ker ima na tak način tudi zagotovljeno neko minimalno pa delno imuniteto, pa je razni postopki, ki se zdaj pač napovedujejo. Mislim, da imunitete sicer ni nobene, kar se tega tiče, to lahko pričakuje. Ne? Jaz mislim, da če bi se ugotovilo karkoli resnega, mislim, da mu parlament ne bi podelil za pretekle. Oziroma mu ne bo maknil. Res pa je, veš, Sebastian, da ti, če si poslanec, lahko rečeš, lahko vsako svoje potem okarakteriziraš kot politično obračunavanje. Tako, jaz mislim tako, da jaz bi najprej odsvetoval seveda, da se sploh gre mogoče prehitro v neke take poteze, preden bodo v kakšni od afer, o katerih se je govorilo, res utemeljeni dokazi. Jaz sem pred leti govoril, ko je bila prvič hišna preiskava pri Jankoviću. Jaz sem rekel, jaz pričakujem, da bo zadeva zelo hitro zaključena na sodišču in da bo končal v zaporu. Ker če pa si nekdo dovoli izpeljati hišno preiskavo pri nekomu, ki je v tistem momentu bil praktično lider levega bloka, pa še vedno je nek lider levega bloka, potem je pa to zloraba položaja. Mislim, hišne preiskave pri tako visokih politikih ne morejo biti nek hec, ne more biti to kar nekaj, potem se pa pozabi in se skozi leta nič ne zgodi. Tako da jaz pričakujem, da bodo kakršnekoli poteze dejansko vedno resneje utemeljene, ali pa se določene stvari še vedno lahko v političnem diskurzu izpostavi kot problematično, čeprav premalo dokazano, da bi bilo za pravne postopke. Se veš, ti postopki zopet nikoga ne smejo biti hec, načeloma. Se strinjam, ampak posebno, da moraš še posebej s tresočo roko bi morali sodniki podpisovati hišne preiskave pri tako izpostavljenih Samo res pa je, da zdaj prihaja ta skok, in po vsem tem, ker je bila takšna drama okoli tega skoka, predvolilne teme, loga in na tem stavju in podobno, bodo ljudje verjetno pričakovali nek učinek. Jaz mislim, da upravičeno bodo morali pričakovati in jaz mislim, učinek, da bo tukaj se veš, je pa velika živina. Ampak tukaj bo zelo velik izziv in ravno zato pričakujem, da če bi se želelo pa vzpostaviti neko dolgoročno zaupanje tudi v skok, bo tudi skok moral biti, res bo moral imeti utemeljene poteze. Karkoli bodo počeli, bo to moralo biti tako utemeljeno, da bo brez zadržkov ekspresno zdržalo skozi celoten postopek. Jaz bi slovensko javnost rast opozoril. Treba je biti previden. Zdaj, seveda pričakovanja javnosti so visoka, ampak dajmo probati zadevo preslikati na hrvaški uskok. V vseh letih, odkar je ustanovljen, je pravzaprav, ti si rekel, velike živine, Sanader pa mislim, da nazadnje zdravstveni minister pa vmes še 2 ministrici. Se pravi, od ministrov, torej najvišjih političnih funkcij 4, če se ne motim, mogoče 5. Predsednik vlade, Sanader je bil v zaporu. Se strinjam, ampak se vidi, on je odsedel. Tudi ta skok, na to Sebastian opozarja, to ne sme biti neka estradna, bom rekel, skupina politična ugrabljena, ki bo to, kar je delal, bodimo pošteni, NPU, Hojs, Hajdinjak, da ne naštevam vseh, ker se je jasno predstojnik NPU-ja deklariral kot, bom rekel, parastrankarski represivni organ, ob Jošku Kadivniku obveščevalni strankarski organ. Jaz svetujem tukaj novi vladi, da res izbere kvalitetne ljudi iz represivnega organa, iz tožilskega organa, ne vem, kaj vse bojo dajali zraven, ki jim bo na prvem mestu res ta profesionalnost, ugled države in podobno. In da bojo ne glede levo, desno odkrivali nečednosti. Ni vedno najvišja živina, najbolj zanimiva živina. Mi imamo tudi, pa če grem kar direktno, državne direktorje, ki so imeli v tem mandatu velike sporne posle. Tudi to je velika živina, po moji oceni. V slovenskem modelu še toliko bolj kot kakšni ministri, ki imajo včasih manjšo težo kot ljudje na drugih položajih. Je pa zdaj se tudi ta spopad z nastajajočo vlado, vidim, vključila pa Nataša Pirc Musar, predsednica republike. Ta je pa že zdaj s temi zadnjimi izjavami je napovedala spopad. Ona se je popolnoma postavila v določeno politično pozicijo.
lahko, da je bilo med njo in Golobom napeto, ampak ni pa napeto vprašanje, da je ona trdo leva predsednica republike. Ne? Te njene izjave vnaprej, torej nekako predvidevanje o delovanju vlade zaradi nekih napovedi, to je absolutno preuranjeno. In mislim, da je bilo predvsem pomembno, naš kolega Peter Gregorčič je zelo pomembno izpostavil, da je ona imela nalogo 30 dni iskati večino, torej iskati kandidata za predsednika vlade, ki bi lahko imel večino, in se je na pol poti je že vrgla puško v koruzo, predala se je torej po prvem krogu pogovorov, ker je rekla, da ljudje zavajajo. Čeprav v tistih prvih pogovorih dejansko še ni bilo jasno, ali bo možna neka večina ali ne. Skratka, ni opravila tistega, kar bi kot predsednica morala, zdaj pa govori stvari, ki jih pa kot predsednica ne bi smela početi. In spet zakaj? Ker ni politično socializirana. Mi spet imamo neko funkcijo predsednika, kot jo imajo neke druge države, kjer pa je res ta problem, da imamo neposredno izvoljeno predsednico, ki ima nek domnevno velik kapital, potem pa pride politično nesocializirana. Če to primerjam recimo z Italijo, en Mattarella, ki je seveda izvoljen, torej imamo države, kjer predsednika izvolijo, zakaj v parlamentu? Zato, ker izvolijo nekoga, za katerega vejo, da bo avtoriteta, da bo njih znal pomiriti, uskladiti, včasih tudi skloftati, če je treba, ampak ne pred kamerami, ampak zato, da bo politični prostor nekako normalno deloval. Je pa postavila Goloba na laž, nekaj zadeva tisto izjavo, da mu je Janša grozil na seji Sveta za nacionalno varnost, da ga bo spravil na dob. Čeprav ne bi za Janša govoril o Dobrunjah. Da je to njihova dobra poteza, ker bodo tam lahko šah igrali. Ta jamranje Goloba o Dobrunjah ni ideološko. Mislim, to se mi zdaj zelo malo tako bom rekel. Ni ideološko pomembno. Malo strahopecen značaj je pokazal. Strahopecen značaj. Saj to smo že ugotavljali, da je on občutljivček. Skratka, to, da je ona stopila tukaj v bran Janezu Janši, pomeni samo to, da ta zgodba ni ideološko pomembna. Če pa opazujete delovanje predsednice, seveda, ko je ta ekipa na oblasti, takrat prihaja do sporov, ta omrežje proti temu omrežju. Ko pride do ogrožanja ideologije, takrat ni pardona. Takrat vsi v isti rok. In predsednici, jaz sem prepričan, je bilo jasno dano vedeti, da s tako izjavo mora v javnost. Ker ohranja napetost, mobilizacijo, ker se bo potem s prstom kazalo, opozarjala sem ali karkoli. Lahko, da bo šlo za minimalne zadeve, posege, pa bojo že opozarjali, da je predsednica imela prav. Tako da ona je pač, vemo, kdo je bil predlagatelj njene kandidature, komu je dolžna politično, ne bodimo naivni, v politiki so dolgovi, obstajajo. In enostavno, ko je ideologija ogrožena, morajo odigrati vsi v isti rok. Zdaj, imela je delovno kosilo prvo z predsednikom državnega zbora, z Devanovićem, ampak ne vem, ste videli tisto fotografijo? Nekaj se je malo naslonila. Se je naslonila na njega, pa se ne zelo simpatična fotografija. Ampak ful dober izrazko. Ker Stevanović je tisto svojo vlogo uličarskega nasmeha odigral. Pa malo je po mojem tudi začutila, ker Stevanović natreniran, ima trdo telo, mišice in tako dalje, veš, je bilo malo verjetno to všeč, pa tako dalje, ker se je nastanila. Lahko da. Ampak bo pa, mislim, da to ona bo vodila, že zaradi tega, ker ima prihodnje leto volilno kampanjo. Verjetno bo nadaljevala, ampak se bo čisto blokovsko zaprla. Isto napako je naredil Danilo Türk. Danilo Türk je bil nekdo, ki je bil dejansko sloganom predsedniki povezuje, nekdo, ki je lahko posegal v celoten politični prostor, potem pa se je enostavno v nekem momentu pustil ugrabiti Kučanu in Golubiču. On je v nekem momentu, čeprav ga je Borut Pahor sploh pripeljal v igro, v kandidaturo, je v nekem momentu že tokom kampanje, še posebej pa po zmagi, se pustil ugrabiti skrajno levemu kotu in zaradi tega tudi izgubil potem na naslednjih volitvah. In mislim, da Nataša Pirc Musar počne, torej dela isto napako, izgublja možnosti na sredini s tem, ko se preveč postavlja v eno pozicijo, sploh zdaj, ko se spreminja struktura.
Pri nas se spreminja demografska struktura volilnega telesa. Če smo imeli 30 let telo, ki tudi sociološko po analizah bilo, 65, 35 nagnjeno v socialistično mentaliteto, ker so bili, pač mi smo vsi bili vzgojeni nekako v socializmu, se zdaj obračajo zadeve in prihajajo nove strukture, ki so drugačne. A to misliš, da je nepovraten proces? Jaz mislim, da je to sociološko nepovraten proces, oziroma nepovraten zaradi tega, ker je korak v neko novo strukturo naše družbe z novimi generacijami, ki jih bo treba najprej razumeti in potem vklopiti v našo družbeno življenje. Oni lahko ne vplivajo na vse, razen na vstop novih generacij v volilni proces. In te volitve so pokazale, da je to njihova največja nevarnost za padec tega omrežja. In mentalitete in režima. Zdaj se bo to zgodilo, je vprašanje, ampak dejstvo je, da je začetek konca. Zanimivo, da Peter Jambrek ocenjuje, ne vem, če se brala zdaj te njegove izjave, po ti pogovorih, ki jih je imel v zadnjem času, da kljub temu, da gre za manjšinsko vlado, da bo ta situacija po teh volitvah, pa ta vlada prinaša bistveno večje, celo tektonske spremembe v slovensko družbo, kot se mogoče zdi. Ja, in jaz mislim, da to ravno zaradi tega, ker sovpada s temi sociološkimi spremembami. Naš župnik koprski gospod Krečič je rekel, 2030 je prva možnost za temeljite spremembe Slovenije, takrat bo 40 let države, 40 let so Izraelci tavali po puščavi in 40 let je obdobje, ko se zamenjate dve generaciji in se šele omogoči recimo neke resne spremembe. In jaz mislim, da je to zdaj nepovraten proces, ker ne pomeni, da je to nepovraten proces v, mađarsko-polski scenarij, ker obstaja sam desnica, ker enostavno gre za premik iz socializma v neko odprto, pluralno, dinamično družbo, kjer bo razmerje političnega prostora enostavno drugačno, kot je bila v teh prvih 30 let. Neminovno je, da se umikajo akterji 80-ih let, tudi Janez Janša verjetno se zaveda, vsaj tako je slišati, da je to njegov zadnji mandat v izvršni oblasti, ali drži ali ne, jaz ne vem. Kučanova leta tudi kažejo, da pravzaprav in tudi delovanje v zadnjih mesecih in letih kaže, da ni več v tisti najboljši formi. Ostali akterji, bom rekel, kot so Gregor Golobič in podobno, ne vem. So se zgubili po poti? Ja, zgubili so se nekako po poti. Jaz verjamem, da s tisto prodajo Ultre tudi Gregorju nekako pamet nekje druge. Skratka, prihajajo neke mlade generacije, nove generacije in tukaj definitivno levi politični pol je v zaostanku. Vidimo to gradnjo mlade populacije strankarske v SDS-u, kaže, da imajo tukaj predvsem s ostalimi strankami zaenkrat prednost. Govoril sem zadnjič pred par dnevi z Borutom Pahojem, on je kratko zaskrbljen za usodo levice v Sloveniji. Pa da bo šla verjetno država v smeri teh držav višegrajske skupine. Ne tako ekstremno, ampak to ravno zaradi te radikalizacije politične elite levice, ki bo imela vse manjši prostor in domet, ampak ko pravim, tudi če gremo v recimo polsko-mađarski scenarij, saj tam to ne pomeni, da je zdaj to monolitni desni blok, se pač premakne prostor v nekaj drugega in tudi tam je potem napredno konzervativno trenje, ampak samo na drugem polju. Jaz mislim, da bistvena zadeva, ki duši Slovenijo, je ta, ko rečem socialistična mentaliteta, mislim na totalno državo. Torej država mora biti na vsakem koraku, nikjer se ne sme dovoliti kakršnakoli svoboda, odstopanje od državnih monopolov. Ker državni monopoli so enostavno, in to smo videli skozi desetletja, leglo korupcije in privilegijev. In obstajajo bolj učinkovite družbe in to so odprte, dinamične družbe. In bo potem tam še naprej bo kulturni, moralni boj med naprednimi konzervativnimi silami, samo v drugačnem kontekstu, v drugačnih družbeno-političnih ali pa socioloških pogojih. Veš kaj, jaz se razmišljam zadnje tedne bolj, ko govorimo o tem socializmu, lahko da so v enem delu podobni socializmu, ampak mene vse bolj spominjajo na tisto orjunaško ideologijo, jugoslovanskih nacionalistov, vse bolj se ta ideja obuja, hkrati pa priznavajo veliko vlogo Srbije v tem jugoslovanstvu. Tako da, in pa
razvrednotili sodelavca, sej danes več ne skrbijo za delavca, kdo danes na levem polu skrbi za delavca, Mislim, ko vidiš... Polna usta so jih tega, delujejo pa vse v drugo smer. Tle imam jaz res pomislek zadnje tedne, da niso bolj orionašem podobni kot pa samim komunistom, bom rekel. No. Če vam mlajše generacije vedno ne vejo, kdo so to ujunaši, V dveh besedah. Zgodovino bi že morali imeti. Ja, jugoslovanski nacionalisti. Dobro, Miran, pa Sebastian, najlepša hvala za danes. Vajne komentarje, bom počasno zaključil. Zdaj, Sebastian, če odhajaš, jaz ti pač v imenu Uje resnice pa ostalih komentatorjev želim veliko sreče pri nadaljevanju kariere. Hvala, saj se bomo še kaj srečali. Če ne, pa se bomo še kaj srečali, tako ali pa drugače. Skratka, vidimo se znova prihodnji petek, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.